cenjeni visoki gostje, gospod Nomek, predsednik Državnega odbora, OZS, da ne bom predolg, in pa predsednik OZS, spoštovana župana, gospod Bjelan Pušek, župan občine Vojnik, gospod Branko Petrej, pozdravljeni predsednik ostalih pomočnih odbornih dobic, predstavniki Slovenske gospodarske zveze Celovca, ter vsi cenjeni gostje, še posebej pozdravljeni današnji prejemniki kulinarja. Pomočna obrtno-podjetniška zbornica v Celju letos praznuje 45. obletnico svojega delovanja. Prvi poizkusi povezovanja obrtnikov segajo v obdobje cehu. Največje spremembe pa so se zgodile v drugi polovici 19. stoletja, ko se je Celje razvilo v pomembno trgovsko in obrtno središče na Štajerskem. Prelomnico je v normativni ureditvi gospodarskega življenja prinesel obrtni red iz leta 1859, ki je uvedel obrtno svobodo in formalno upravil cehe, kot nekaj vrste nadomestilo zanje pa je uvedel obrt zakon. V Celju so jih najprej ustanovili 5 na začetku 20. stoletja, pa še 2. Tehnični napredek, ki se je proti koncu 19. stoletja čutil na več področjih, je prizadel tudi obrt, kar je imelo za posledico ukinitev oziroma bistveno zmanjšanje nekaterih obrti, po drugi strani pa je povzročil pojav nekaterih novih obrti. Pred prvo svetovno vojno so v Celju prevladovale trgovine z mešanim blagom, začela pa se tudi specializacija in manjši meri koncentracija trgovine. Za zavarovanje svojih interesov so se trgovci združevali v strokovna društva, tako imenovane gremi. Šele leta 1932 smo dobili nov obrtni zakon, ki pa je še vedno precej temeljil na starega avstrijskega, zaradi opuščanja in izoliranja nekaterih vrst obrti, pa se je seveda moral modernizirati. Prvi zametki organizirane obrti se kažejo že pred prvo svetovno vojno v Občeslovenskem obrtnem društvu s preimenovanjem leta 1928 v Slovensko obrtno društvo, ki je leta 1928 tudi kupilo poslovne prostore in jih preuredilo v obrtni dom v takratni in sedanji Gledališki ulici v Celju. Dolga leta je služil celjskim obrtnikom za drugi dom, ki pa se je leta 1986 z izgradnjo in otvoritvijo novega doma dokončno preselil na obrtno stanovanjsko lokacijo v Celju na Ostrožno, kjer obrtniki domujemo še danes. Če sem v 40-letnici lahko zapisal, da je obrt za razliko od povojnih let postala uveljavljen in ugleden partner vseh organizacij v državi, tu predvsem mislim na resorna ministrstva, vlado, šolstvo, davčni in politični sistem. Pa moram za zadnjih 2 leti reči, da smo vsem tem organizacijam, posebej vladi, postali premočni in prerevani. Zato je bilo potrebno izjemno dobro organizirani sistem zrušiti, kar jim je seveda se sprejetjem novega obrtnega zakona, ki je prinesel neobvezno članstvo, deloma tudi uspelo. Pa vendarle, obrtniki smo, kakor mačke, z 9 življenji se drugače ne bi preživeli in tako bo tudi postopili. Še iz najboljše situacije se je večina izmuzne levih delež pri pomoči, v tem pa mislim, da nosi tudi naša organizacija, ki letos praznuje, če se knjigi 45 let delovanja. Člani, ki so se v teh letih polno vključevali želeli pravice, tako tudi tisti, ki so rabili njene usluge, so bili skozi leta vedno zadovoljni z našim delom, saj je naše funkcionarsko delo v prvi vrsti temeljilo na volonterski bazi in se v 45 letih nihče se sredstvi izboril ni nikoli ukoristil ali izkoristil prednosti funkcionarskega stanovanja. Še več, lahko se pohvalimo, da smo v tem času stavili politiko izgradnje stanovanj, ki šli do velikega vložka, in lastnine več kot 85 stanovanjskih enot, ki so namenjene za premagovanje ovir pri urejevanju stanovanjskih problemov delavcev in zaposlenih pri obrtnikih in v zadnjem času tudi reševanju problemov pri obrtnikih samih. Izjemno vlogo v regijskem prostoru in priznanje je naša
gospodarskega razvoja mestne občine Celje, kar mislim, da je to vrstni prvi primer v državi. Ogromno smo s pomočjo občin, na katere gravitiramo, in izobraževanje za njih v naši regiji naredili pri usliščenju staršev in otrok za odločitev osnovnošolcev za izbiro obrtnega poklica, saj mislim, da je to še vedno velik potencial pri reševanju problema izhoda iz gospodarske krize v Sloveniji in predvsem velika možnost za zaposlitev mladine. V zadnjih letih je s pomočjo naših članov, ki delujejo v organi zbornice na državni ravni, videti izjemen prispevek pri uveljavljanju dobrega imena obrti in podjetništva, saj smo vidno prisotni v vseh porah odločenja na državni ravni, kar kaže na velik ugled naše zbornice, ki si ga je dobila v vseh teh letih delovanja. Poslanstvo zbornice bo še naprej ostalo takšno, kot je bilo v zadnjih letih. Se pravi, zaščita članov in tvorno sodelovanje pri izdelavi in sprejemanju zakonov, ki so povezani z obrtništvom in podjetništvom. Tu pa se seveda poraja vprašanje, ali je pravično, da imajo ne člani, ki ne plačujejo članarine, na koncu pri doseženem sporazumu in uveljavitvi posameznega zakona iste pravice in ugodnosti kot tisti, ki redno plačujejo članarino, ter s tem prispevkom omogočimo, da lahko najamemo in izkoristimo potencial tistih strokovnjakov za pomoč pri naših zahtevah in željah, ki jih sami ne znamo ali ne moramo doseči. Na koncu bi se rad zahvalil v prvi vrsti vsem našim članom, ki so nam zaupali dolgih 45 let. Vsem funkcionarjem, ki so nesebično delovali v organih zbornice, ter zunaj njih in s tem širili ugled ustanove naših krovnih organizacij, oziroma njeno vodstvo in zaposleni ljudi, vsem županom občin Celja, Vojnika, Štor in Dober, ter zaposleni ljudi, razvojnimi agencijami, s katerimi so delujejo, izobraževalnimi ustanovami, za dolgoletno uspešno sodelovanje, Slovenski gospodarski zvezdi Celovca, zdaj nesebično in prijateljsko partnerstvo. Nazadnje tudi DURS-o, območne enote Celje, Zavodu za zaposlovanje Celje, bančni in zavarovalniški ustanovi, regijski gospodarski zbornici Celja, nazadnje tudi družbica SPSM za pomoč in izvedbo, zaposlitveni sejmu in prezentacije naše zbornice na sebi tudi drugi. Upam, da se bo takšno in še boljše sodelovanje še poglabljalo. Ne smem pozabiti pohvaliti vse tiste, ki so do sedaj delali in izobraževali delo v strokovnih službah naše zbornice, tudi njim gre levi dele zaslug za uspešno delovanje. Vsem tisti, ki so na zadnjem obdobju uveljavitvi nevrednega članstva zapustili, pa polagam na srce, da v razmislek po povezovanju še enkrat razmislijo o svoji potezi, daje na tehtnico vse pozitivne in negativne vidike članstva, ter se nam v bližnji prihodnosti zopet pridružijo, ter zaupanjem in svojimi predlogi poizkušajo kreirati delo in ustvarjati boljšo klimo v naši državi ter v samem zborničnem sistemu. Veliko je v naši mladi državi še neurejenega, zato mislim tudi, da združenja, kot je območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, ne bodo nikoli propadla. Se že od nekdaj je, da smo združeni močnejši, danes še bolj prisoten, zato naši zbornici želim še veliko uspešnega in tvornega delovanja v korist članstva ter širše družbene skupnosti.